Takole sem si najdel plec za malico. Ejte, kaj tu delajo tele dosta Orenkmeistra. Zdaj, kad drona nimam, moram pa kam splezati, da sem malo višji. Zanimivih stvari na te 800 metrov dolgi ulici ne zmanjka. Dobro jutro iz Jordanije. Mi smo danes zjutraj zapustili Aman in šli na en tak lep krog bomo danes naredili. Bomo par stvari obiskali. Tole je prva. To je mesto Jeraš. Pa da sem saj približno izgovoril. Tukaj naj bi ljudje živeli 6500 let neprekinjeno. In je to za Petro eno najbolj aktualnih teh arheoloških najdišč v Jordaniji. Zanimivo je bilo, da je bil ta mest dolgo časa pod peskom in so ga odkopali šele v zadnjih 70 letih. Tamle zunaj, ko sem pogledal zemljevid, to mora biti ogromna zadeva, tako da komaj čakam, da se tole vse sprehodem. In vas seveda vabim, da se tudi vi sprehodite z mano in si tole poglejte, ker bo res zelo, zelo zanimivo. Tole so ostanki grške cerkvice iz 6. stoletja. Tamle vidite tudi grško pisavo. Ta cerkvica je bila slabih 200 let kasneje porušena zaradi potresa. Tamle zadaj tole stavbo, ki vidite, tukaj so bile trgovince, še zadaj pa hipodrom. Tako da se bomo tudi jaz prehodili. Drugače pa lejte, tukaj zdaj, ki sem se postavil, vidim, da imamo mi to vsaj 1-2 kilometra naprej za prehoditi in tole je ful velika zadeva in ful zanimiva in wow, res sem navdušen. Zdaj gremo pa pogledati še ta hipodrom, ki je bil zgrajen v 3. stoletju. Veliko je tukaj skupin. No, pač hipodrom ograjen je. Aha, tudi tukaj je gor. Aha, tukaj gor je tribuna. Sam jo vam ne moram pokazati, ker je tik proti soncu. Bom šel pa gor, zato ker se mi ful dobro zdi. Tukaj gor grejo stopnice. Sem rekel tribuno, ne vem, kako so to včasih imenovali. Ta tribuna je bila kar velika, oziroma nič ni to proti tistem, kar smo včeraj videli v Amanu, v amfiteatru, ampak nekaj pa je bilo od tega, no tukaj pa tudi tale del lepo narejen, tako da zanimivo za videti. Zdaj smo na glavnem trgu tega starodavnega mesta. Fascinantno, tale arhitektura, kaj so naredili pred skoraj 2000 letem, ne moreš verjeti, mislim. Res noro lepo, pa to še ni konc, kar še kele naprej moramo iti in tega je še kar nekaj. Zdaj grem pa probat, če bom jaz kele gor prišel, ko so oni. Verjeten bi mogel, zakaj pa ne? Se je splačalo iti sem gor. Zdaj, kad drona nimam, moram pa kam splezati, da sem malo višji. Lejte, koliko se tukaj dober vidi. Zdaj tle od tega trga glavnega, lejte, gre ena taka, bi rekel, aleja, peš potke naprej. Tako da to, ki je bilo vse v funkciji, je moglo biti res fascinantno. Teh objektov kar ne zmanjka. Lejte, tle sem videl enega ful lepega mucka.
Ena ful velika skupina prišla, sem jih mogel prehiteti. Drugače pa lejte, tle tudi amfiteater, nekaj tazga, ki je bil v Amanu, s tem, da je tukaj velik manjša zadeva, da so tudi eni majstri, ki bojo nekaj zašpilali. No in se pa zdaj dogor sprehodi. Tle dol trije mojstri nekaj igrajo in res je akustičen ta prostor, da se ful dober zvok sliš. Drugače pa amfiteater meni zelo zanimiv, tako kot tisto v Amanu. Če niste pogledali video od Amana, si ga poglejte. Zdaj se pa bom sprehodil po tej glavni ulici, ki je dolga 800 metrov. Zgrajena je bila pa od 120 let našega štetja, pa da mislim, da sem tam prebral 170-180 let. Tako da so to kar en čas delali, verjetno dodelavali. Ampak gledajte, se to za tiste čase, ne, je bil hud gradbeni projekt. Je pa menda skoraj ohranjeno v prvotni obliki, razen teli pločniki, da so malo drugačni, ki so bili. No pa tudi tale kamni so se malo pogreznili. Drugače pa, no, zgleda fascinantno. Toliko teh stebrov, lejte, da vam tele pokažem. Ne, pa to se pol skozi do konca nadaljuje. Tukaj je pa zdaj eno križišče. Ulica seveda se nadaljuje ke naprej. Plus tega greš, lejte, tukaj gor. In tudi sem dol, sem tamle se vstal, zato ker so naredili cesto. Zanimivih stvari na te 800 metrov dolgi ulici ne zmanjka. Tukaj so tudi, vidite, še neke ruševine. V glavnem, vidite, skozi je nekaj in skozi je zanimivo. No, in tako, kot sem že prej rekel, ne, prideš nekam, ki že misliš, da je vsega konc, pa pol vidiš spet nekaj novega. No, tako da tlele, zdaj tole je še neke zadeve, ki se v tem daleč niso videle. Tako da res noro tole. Kaj je tole, ne vem. Bom pa šel pogledat, ker pred vsako to znamenitostjo je to kar informativno opremljene so table in si lahko prebereš. Evo, tle se pa ulica naprej nadaljuje. Tukaj je še ena zanimiva zadeva. Glejte, preprosto nimam več časa, da bi čisto vse prebral, ker če ne bo to trajalo, ne vem, 10 ur bi lahko tukaj le bil. Tam gor sem se po tistih stopnicah, ki ste jih videli, sem se sprehodil. In pol tam gor je še ful nekih stvari. Glejte, tukaj je ful nekih stvari. To je res noro, koliko je vsega tega. Zdaj smo prišli še do enega amfiteatra, ki je pa čist identičen unga, ki ste ga že videli, ki sem prej bil noter v njemu. Tako da tle ne bom zdaj gor hodil, ker je čist popolnoma isti. Po mojem, da po istem načrtu narejeno. Ker sem že tukaj, sem šel še gor pogledat. Sem rekel, tale dol oder, pa to je identično od tistega prvega. Saj tako se mi zdi, ko bom ponovno video pogledal, bom videl. No, zdaj gremo pa kaj gor naprej. Mislim, teh stvari ne zmanjka in jih ne zmanjka. Še ena zadeva. Saj pravim, ogromno je tega. Grem sicer gor pogledat, kaj je. Zdaj tako delam, grem najprej pogledat in če je kaj zanimivega, pol pa še tiste table vse preberem. Ker tu jih je ogromno, tudi za vsako stvar ni samo ena. Da to tem spominkam tle
vse zasedejo. Ete turistov ogromno. Smo že na naslednji točki, to je grad Ailujon. Tako da si gremo kar noter tukaj čez tale most pogledati, pa da vidimo, kaj bomo videli. Tole smo že v notranjosti gradu. Ljudje so glasni, da ne moreš verjeti. Zdaj gremo pa tole malo raziskati. Glejte, tele krogle. Kaj so to? To so mogoče za lejte, to so krogle za katapult. Se pravi, so imeli katapulte tle. Tukaj je en zelo velik prostor. Gremo pa še v to smer, da vidimo, kaj je. Ljudje tudi od tlele prihajajo. Jaz pa še tlele hitro pogledati, preden se kdo drug sprav. Kaj je tukaj? Mislim, tega tle je ogromno. Od odzunaj to ni izgledala tako velika zadeva. Tle zdaj noter, ko smo, je pa to ogromno. Kakor je tole videti, tale grad prenavljajo. Tamle vidim, da je pa še gor. Bom pa še gor šel kele pogledat, lejte. Tam bo najboljši razgled. No, to pa smo zdaj na vrhu. Ne bi si mislil človek, da smo 1200 metrov visok. Tamle celo neka žičnica gor pride, pojma nimam zakaj, ker ni neka huda strmina. No, tle dol je pa mesto. Tako da, dober razgled. Zdaj smo pa prišli v mesto Ailujon in iščemo nekaj za jest. Mene mečkem putika matra, tako da moram najti nekaj brezmesnega. Če ne bom nič najdel, kakšen riž, zelenjavo, bom pa si na kakšni tržnici kupil sadje. Pa bo, ali pa lejte, tlele ima majster nekaj, ima majster neke zadevce. Lejte, tole je celo noter nekaj. To, lejte, kakšna je radnja. Eto, bret. Zanimivo. Evo, tle majster pice dela. Tale je najbrž brezmesna. Mogoče bi pa tole vzel. Evo, sem kupil dve tele zelenjavne pice. Jaz mislim, da bojo dobro. Poglejte pa, kakšno imajo tole radnjo. Tole noter nekaj pečejo. Zanimivo. Thank you very much. Goodbye. Evo, moj sopotnik si bo prvoščil čist lokalno hrano. Vegetarijansko. يلا ضراي على البخاري، يلا ضراي بالزبده، صورك. عندنا ضراي. صورة مو نفسي. هذا الصورة. Ja, fino. Kako to dela. Me prav zanima, kaj bo tole. Tukaj smo zdaj najdeli eno tržnico, da vse živo prodajajo. Jaz iščem, če bojo kje kakšne mandarine, bi jih vzel. Ne bo majster banane. Banana? How much is banana? Banana, Yeah. 1 GD. 1 G, thank you. Tle sem kupil, hello. Tle sem kupil tele mandarince, mi je tale gospod dal, da sem jo probal. Pa kupil sem še tistele granatna jabolka. Evo, tele. Pa se mi zdi kar pocen, 2 evra sem dal za kilo mandarin, pa kilo tega granatnega jabolka. Plačati greš pa noter. Tlele smo zdaj še tale kruh kupili.
oziroma nam ga je dal majster za stoj, tako da so izredno prijazni. Thank you. Ejte, kaj tu delajo tele dosta orang majstra. Ejte, takale ulična prehrana zna biti zelo dobra. Tole smo prej jeli tele krogeljce. Zelo dober. Aha, lejte, te krogeljce smo jeli. Takole sem si najdel plec za malico. Kupil sem si tamle pico. Pol tle, tamle tale kruh, tudi tam, kjer sem pico, mi ga je zdaj zastonj dal. Pol imam tle mandarine, pa granatna jabolka, tako da zdaj tole malo pomalcam, pol gremo pa naprej. Tamle zadaj vidite en, bom rekel, kar velik jez. Tole dol je pa dolina, sicer zelo malo voda teče. Temu tukaj rečejo vadi, to pomeni dolina. In tudi vidite, je zeleno noter, lejte, tamle je pa ene 200 ovc ali pa koz, po mojem, da so koze. Te vadi drugače znajo biti zelo zanimivi, kje kakšno tako sotesko delajo in se je ful dobro zakopati. Jaz se to spomnim, v Omanu smo bili v enem vadiju, bom tudi link dal v opis tega videa, pa si pogledajte, koliko zna biti to zanimivo. Zdaj, če bomo pa tle v Jordani kakšnega tacga najdeli, pa žal ne vem. Zdaj smo pa prišli na goro Nebo. V zadnji sekundi, da so nas še noter spustili, namreč samo do 5 je odprto in smo res, da čisto zadnji prišli. Zdaj ta gora je na okoli 700 metrih višine, pokrajina okoli zelo zanimiva, ta puščavska. Zdaj, kaj pa ima pomen ta gora? Tle naj bi Mojzes prvič videl svojo obljubljeno deželo, ki je pač prišel iz Egipta. Tole je cerkvica, ki naj bi jo arheologi datirali tam okoli 5. stoletja. Je pa videti, da je to v bistvu obnovljena. Bomo šli tudi noter pogledati. Drugače pa vedite, kar veliko ljudi tukaj. Največ se dogaja tamle okoli tistega križa. Te ne vem, kaj je tole. No, tamle dol, tle čist pred soncu, zdaj pa že mrtvo morje videti. Tam dol ne bi bila ta obljubljena dežela. Zdaj sem šel v tole cerkvico, ki je neka mešanca nove z ostanki stare, kakor mi tole vse skupaj izgleda. Vidite, nekaj starega, tudi greš lahko takole se malo sprehodiš. Vidite, tukaj še neke mozaike po tleh. Zdaj sem pa po mojem ugotovil, kaj je tole. Tole je postavil en Italijan, no. Pač to je neka umetniška skulptura, ampak što se pa tem, da je nekje iz Svetega pisma Mojzes mu neko palco bronasto, ki je pol bilo, da če te je kača pičila, če si jo pogledal, da si ozdravil. Lejte, nekaj tazga, ki sem na hitro prebral, pa se niti nisem dobro zapomnil. Tako da upam, da sem vsaj približno prav povedal, če je pa kdo bolj točno ve, naj me pa poprav. Prispeli smo v mesto Madaba. Tole je naš novi hotel. Na ven zgleda super. Gremo še noter pogledati. Hello. Hello. Evo, lejte, ful lepo. Lepo diši. Sobe bomo pa še videli. Evo, takole so pa sobe videti. To je ena od sob, ki jih imamo. Tale je za 4 ljudi, sicer bojo 3 noter. No, tudi
kopalnica, prostorna, drugačna, kot je bila tista v Amanu. No, zdaj vam pa še ta drugo sobo pokažem. No, tudi zanimivo je, lejte, ima je to kar lepo urejeno. No, ta druga soba je pa tale, so pa 3 postelje noter, pa bomo 2 osebe kao noter. Kopalnica, WC, ne vem, kje se luč užge, aha, tukaj le, ja, tu čist ok, tako da super, sem izredno zadovoljen, upam, da imajo še internet super. Zdaj smo se odpravili še v center mesta, Madaba. Nekaj bi pojedel, oziroma jaz ne, ker me malo putika matra, tako da če bi kaj malega. No in smo tle prišli ena ulica, lepo urejeni lokalčki, tako da mogoče bomo tle kaj najdel. V glavnem, to je bilo od mojih sopotnikov odvisno, gledajte, kako tukaj je lep lokalček. Evo, to so cene, to je treba množiti krat 1,4 nekje in si potem na ceni v evrih. Tamle so tudi, tole je drugač, bolj krščansko mesto, kakor se meni zdi. Je tudi tamle krščanska cerkev, pa džamija, tudi osvetljena, tako da bo mogoče šel tudi to pogledat. No, tle pa zdaj v enem lokalčku so se pa vidim naši vsel. Bom videl, kaj imajo.